drage poslušalke in cenjeni poslušalci, in lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tonca Lukežu razmišlja. Zadnja letošnja oddaja. Se me pari, da teljetis moment, kar bi bilo treba po tradiciji se zahvaliti avtorjem, režiserjem in tako naprej. Ja ben, torej recimo hvala Marini, Giacinto, Davidu, Cilji, Evi, Emi, Luigi in tudi Igorju. Ja ben, Igorju, no malo manj. Pa še posebno sem tel se zahvaliti poslušalcem in gledalcem, ki tele mjesece, navijam za ki, so potrpjeli telo rubriko. Tle smo vam povedali o najslabših primerih politike telega teritorija, in letos, žal, jih ni manjkalo. Bijele strani novega Matajurja, dvojezična šola in patto di stabilità, tondo a neumnosti home s furlanščino, rezanje prispevkov za slovensko manjšino in še kajšna interrogacion deželni vladi, kajšna smešna izjava na italijanskem dnevniku Videnske pokrajine in še. Vsak teden nijaki. Torej mora biti, da moram vprašati poslušalce in gledalce, če mi odpustijo duhe, ki sem si jih zaslužil z njihovo potrpežljivostjo. Kar čujem take reči, se razjezim, se zabavam in se tudi ponavadem smejem. Pa se bojim tudi, da tela naša zelo posebna situacija, telo nasprotovanje Slovencev, bo šlo naprej še nekaj let. Ande tele reči bo moral napisati in prositi Ciljo, naj jih prebere tudi naslednje leto. Že tel teden in naš stari parjatu je jav, da dvojezična šola nije te prava šola naše skupnosti. Ja, zanj mora biti, da je bolj pomembna tista avtošola duče dade. Samo še neki. Odkadar do Trste je menjala barva deželne večine, reči za Slovence tle na Videmske so se tudi malo izboljšale. Sigurno in slučaj. Pa vseh lih mi upamo, da je prihodnje leto bomo imeli in tuteli rubriki več livstoku in manj neumnosti. Je komaj končala slovenska maša tle v Špjetre, ki jo je že nekaj mesecev, ki je vsak teden. Gospod Marino Kolica je mašal. Gospod, ki pomeni slovenska maša do nas? Pomeni tole, da gre naprej tista dolga zgodovina, ki traja že 1000 let. Včasih ta lanica je utrhala, sada smo jo nazaj doštuli in gremo naprej. Sanjal že Igorju kle. Nas nije dosti v začetku, ampak tole ni odvisno od števila, tole je odvisno od prisotnosti. Če smo, pride reč, da obudimo našo vero, naše življenje in imamo upanje za bodočnost. Še kje dobrega se rodi tudi med nami. Jaz mislim, da je več ljudi tle, ko kaj što ne vjejo, pa če več. Če gledamo. Ne samo jih je več, ma kar vidim, tele mesec, ki hodim kle, je nastalo že lepo vzdušje. Se čujemo zares, da smo ena sama družina. Se bomo še lepo naprej spoznali, se bomo dali roko, posebno jaz imam potrebo, da kaj še mi da roko, da bom hodil lažje. Ne, tole je zares lepa stvar. Igor, ki govori, gospod je v družina, vaša planinska družina je spodbudila telo inicijativo Sadalej in tudi nekaj let od tega. Več kot 10 let se je rodila ideja. Takrat je bil pol Marino, ki nam je pomagal, da smo hodili po vaseh, je bil Dionizij Matevčič, ki je bil tudi pomemben v tistih letih za naše doline. Božo, Dvomela je hodil. Začel propio Božo. Mi smo organizavali telemaše po naših vaseh in po naših crkvah. In takrat nam je bilo všeč, da smo čuli potrebo, da se skupaj srečujemo in da zapojemo tele naše lepe pesmi.
je bilo prijetno, takrat nas je zbirala velika skupina in zdaj moramo nazaj zbrati ljudi, da bodo hodili v to velikansko špjetarsko cerkev, ki se pa res skoraj prazna, kar nas je samo ta majhna skupina. Smo pa prepričani, da se nas bo zbiralo le više, za kateri, ki hodimo, tako ki pravi Marino, smo se proti navadili hoditi, nam je všeč biti kuhaj. Posebno v Špjetru. Ja, Posebno v Špjetru. Jaz gledam Špjetar. Glavno mjesto Benečije. Se gledamo, tle imamo gore Instituto Magistrale, Tempio dell'Italianità, tle delamo slovensko mašo, gor je slovenska šola. Ne, tole je recimo je zgodovinsko spočenje. Na prvo mašo, kar je bil gospod Lovro Petričič, nam je povedal, da od leta 1933, kar pomeni že skoraj tega je bila prepoved slovenskih maš, in od tekrat uradnih maš ni bilo več. Tako da tole, kar je se začelo uradno in so vsi vabljeni, tisti, ki ne bili hoditi, pomeni velikega za nas. Gospod, vi, kak ste šli za duhovnika, za gospoda, Ja. Če kaj se je spremenilo, odkar ste bil, če kaj ste se troštu vi, in kaj do nas? Ma recimo, sam se troštu tole kle. Prvo sem živel v Podutani, kjer je bil famosar Kračina, ki nas je učil, on je bil po očetu, je bil Slovenjan, po materi je bil Palah, pa Furlan, ampak nas je učil in usadil naše srce, ljubezen do našega jezika, brez se bat. Nam je dal tarkaj poguma, da če priznamo našo identiteto, zares postanemo ljudje, če ne se vse zubi. Tako se nisem trošil nič posebenega, če ne nadaljevati, kar sem se naučil. Ben, tole delati, allora, sledona. Sì. Tole se ne spremeni. Če se spremeni, pride reč, da stvari gredo na hujše. Recimo, da smo na dobrem sada. Na dobrem, ja. Hvala. Ecco. Jutre pojmo na piknik, na zelene planine, bomo kradli jake hruške, bomo pili zlakovince, ampak leto končana, bomo šli. Novice iz naših dolin, ki vam bojo v Hnucu celo poletje. Zadnjo predstavo Beneškega gledališča Starost nas nastraše bo možno pogledati v mesecih julij in avgust v raznih vaseh Nediških dolin Posoča. 21. julija na Levku, 18. julija v Kobaridu, 9. avgusta v vasi Trenko v Dreki in 25. avgusta po Bardonah v Prapotnem. Delovanje lahko sledite tudi na Facebooku. Če vam je všeč poezija, festival Acqua di Acque, ki ga pripravlja že 16 let Društvo Kultura Globale iz Karmina, gre tudi mimo nas. Na Most na Soči 20. julija pripravlja kulturno društvo Pobere, v Prosnidu 31. avgusta pripravlja Inštitut za slovensko kulturo in moramo povedati, da bo tudi v Rezi 27. julija in na postaju Topolove 18. julija. V Dreki za Rožnico je preživulo, ker društvo Kobija glava bo imelo veliko pobud. 14. avgusta bojo pravce pravili, ker bo predstavitev knjige Iz Idrije do Nediže, ki je Ada Tomazetič zbrala veliko materijala od vase, ki gredo iz Idrske doline do Čanebole. Na postaji Topolove, ki bo 12. do 21. julija, vasi Topolove dobita pa koncerte, filme in še veliko drugega. Program na www.stazioneditopolo.it.
15. avgusta rožnica ali šmarna miša v Rezi je velik praznik in lep trenutek za se srečati z ljudmi, ki se vračajo domov poljete. Berita dom in novi Matajur te bosta informirani. Dogodki iz Telske doline. 7. julija v Bardu bo tradicionalni praznik Svete Marije zdravja. Zadnji teden julija se bo začela v Bardu umetniška revija Planet Bardo, ki ga organizira občina Bardo. Bojo povabili v Telsko doline 7 umetnikov, ki prihajajo iz Italije, Slovenije in Avstrije. V tem tednu bojo koncerti, prireditve in razstave. Več informacij boste našli na spletni strani občine Bardo. Zadnji vikend julija bo vedno v Bardu praznik bivških izseljencev. 15. avgusta bo praznik Svete Marije Vošnice v Zavarhu. In lep pozdrav, a nas vidimo v jeseni. V imenu Instituta za slovensko kulturo se želim zahvaliti vam, ki ste nas poslušali ali pa gledali celo sezono, in tudi vsem tistim, ki sodelujejo z nami za pripravo telo tedensko oddajo. Seveda vsem tistim, ki se vzamejo cajt, da pripravimo vsak teden tele trenutek za vas. Ne. Smo prišli na zadnjo oddajo in mi se troštamo, da bomo hodili plavati v Hnediži ali pa da boste hodili na morje in da ne boste imeli tiste skrbi za nas poslušati. Zato vas pustimo liber na malo mesecu. Vsi, ki sodelujemo pri oddaji, smo htjeli pa vam reči, da smo radi, da ste nas tako poslušali, da ste nas tudi gledali na YouTube. Tela od YouTube je bila nas feeda, nismo vedeli, da nas boste gledali ali pa nas ne boste. Vedeli pa smo, da nas poslušate na radio Primorski val in na radio Onde Furlane, s katero že dolgo let sodelujemo. In zato se jim prav lepo zahvalimo, za ki brez njih nismo bili tudi prišli do YouTube. Naše pismo v telih letih je ratalo dolgo in se troštamo neduhočasno tudi za vas. Za ki vsak teden ćemo vam povedati vse, kar se haja tle po naših dolinah, od tle do Rezje. In do Kanalske doline se troštamo, da vam damo tudi telo možnost za prihodnjo sezono. In smo htjeli biti recimo blizu tudi našim ljudem, ki stojijo daleč od tle, ki živijo čez morje in čez gore, tako da bojo čulano ni, kaj se haja tle par nas, in da bojo malo bolj blizu njih zemi. Tako bomo gledali zboljšati telo našo oddajo, zato vam moram reči, da vsi delajo prostovoljno, pomagajo, in da nimamo preveč ali pa posebnih tehničnih pomoči. Tako je znam in tako bo tudi za prihodnjo sezono. Hvala.